točki dnevnega reda, pobude in vprašanja. Prosim, da se prijavite v glasovalno napravo za podalo vprašanja in pobude. Sprašujem na kdo odpetnik pripravljen pobudo v pisni obliki, ali želi kdo odpetnik dati pobudo na sami seji ustno, ter ali ima kdo odpetnik pripravljen vprašanje v pisni obliki. Tako da izključujem prijavo z Boganom Paložnikom, ter prosim, da ti prvič. Hvala. Pred 2 leti, ko so bile volitve, smo si v naši svetniški skupini, tudi jaz osebno, katerega izmed ciljev zadal reševanje stanovanjske problematike, predvsem mladih družin na območju občine Brežice. V petek sem imel sestanek z županom, kjer sem malo pregledala, kaj je bilo narejenega, razpis za neprofitno stanovanje zdaj narejen tako, da imajo mlade družine dejansko prednost, da je bila obljubljena pomoč, oziroma da bo razpis za prodajo zazidljivih nepremičnin narejen tako, da bodo dodatni odbir zadovoljilo dejstvo, da se prijavila mlada družina. Mene pa zelo presenetila informacija, da na Mors še vedno drži 8 do 9 stanovanj na območju občine Brežice, ki so v tem trenutku prazne in polnoma neuporabna. Jaz bi v tem trenutku dal pobudo oziroma apeliram na vodstvo občine, da z vsemi silami in močmi pristopi k reševanju te stanovanjske problematike tudi tako, da z Morsom sklene dogovor, da se ta stanovanja čim prej prepišejo na občino Brežice. Pri čemer pa seveda pričakujem, da bo občina zagotovila potrebna sredstva, da se ta stanovanja, ki so sklepam, da v relativno slabem položaju, uredijo in čim prej spravijo na trg. Kajti stanovanja dejansko primanjkuje, kar je glavno tako na nepremičninah, če kdo spremlja, kot tudi dejstvo, da so vsa občinska neprofitna tržna in poslužna stanovanja zasedena. To je bila moja prva pobuda. Potem imamo še eno vprašanje, oziroma vprašanje. Prosim, da se na občini pripravi seznam dodatkov, ki so bili izplačani vsem javnim zavodom zaradi dela med pandemijo. Sprašujem predvsem zato, ker sem dobil zelo različne informacije po javnih zavodih in ugotavljam, da so nekateri delavci, kljub temu, da izvajajo enako delo na različnih javnih zavodih, dobili različne dodatke. Zanima me, zakaj je temu tako in prosim, da se znam vseh izkačili. Matija, hvala. Glede druge točke bo podan pisni odgovor, glede prve pa igrati pa kot župan preomenil, da so pogajanja na teku in tudi cilj občine tudi jasno. Hvala. Prosim, gospod Ratanček. Ja, hvala za besedo. Dva vprašanja. Prvo vprašanje. Danes smo pravda do temu tudi poslušali v poročilu komunalnega podjetja, status te tržnice. Zanima pa predvsem v bistvu bolj ta zaprti del, kdo je lastnik in ali obstaja kakšna možnost odkupa objekta nazaj strani občine. Res mislim, da bi s tem v bistvu tudi istočasno reševali to problematiko slabega obiska tržnice, ker se bi v bistvu v tem prostoru rado kakšno dano vredno dejavnosti, tržične dejavnosti se potrebuje zaprti prostor. Drugo vprašanje pa je v bistvu za župane na občinsko pravo. Podal odgovor glede železnega mostu, kakšna bo njegova funkcija po končanju obnovi in ali bo prevoznica vozila, bo namenjen samo za pešce in kolesarje. To se zdaj v bistvu to vprašanje se dosti dovaja preko občanov strani Kranjski strani, v bistvu zgodni del Kranjske, ker bi jo dela potekajo in da se v bistvu prejdejo počasi proti koncu in jih zanima tudi, kakšen bo ta status mostu v obloži. Najlepša hvala. Zdaj predlagam, da za oba odgovora bomo v pisni obliki, je pa železni most definitivno bo tudi stvar dogovora in razpravljajo potem kako kaj opcij so pa seveda tudi. Tako da prosim, Miran Mazil. Hvala lepa. Eno vprašanje, sicer, kdaj se bo rodila optična ali kakšna druga internetna povezava, ki bo omogočila hitrejši dostop v kraju Prešece oziroma krajevne skupnosti. Moram reči, da je pri nas zelo slab ta prenos, da je po
nujno potrebno. Druga zadeva imamo pobudo po cesti Pavlova vas-Dednja vas, postaviti obcestno ogrado v nevarnih odsekih ob potoku, ker je pač tam 3-2 metra, tako rekel je globoko in se lahko kakor nesreča zgodi, da pozdravim to pobudo. Tretjo stvar pa se zahvalo za sanacijo ceste v Pavlovi vasi med odsekom Ravne Sveta Jedrt. Cesta bila v izrednem slabem stanju, zdaj je to na novo narejeno, tako da se zahvaljujem županu in vsem sodelavcem občine, vsem, ki so pač sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa, podamo odgovora v pisni obliki in gospod Martin. Jaz bi se tudi navezala na tole vprašanje, ki ga je dal kolega Omerzel. In sicer v krajevni skupnosti Globoko so zdaj potekata dva projekta in sicer krajani smo že dobili ponudbo strani Rune, vode pa že vleče oziroma so že služnosti in se že kabli napeljujejo po celotni, po eni trasi do krajevni skupnosti Globoko. In zdaj so ljudje, krajani zmedeni, komu oziroma s kom se naj dogovarjajo. Vsak po svoje nagovarja ljudi in mislim, da je bilo primerno in pametno, da k temu dogovoru, kljub temu, da smo slišali prej župana, da s tem občina nima nič, da bi strokovne službe oziroma ali pa krajevna skupnost pristopila v teh dogovorih, pogovorih med krajani, zainteresiranimi krajani in pa med temi izvajalci. Kajti po nepotrebnem prihaja do hude krvi in nimamo informacij, nimamo pravilnih podatkov, ne dobimo in zaradi tega potem prihaja tudi do teh nevšečnosti. Zato predlagam, da bi občina skupaj z krajevno skupnostjo nekako obvestila krajane in jih pač seznamila z njihovimi pravicami oziroma z možnostjo komu in pa glede teh predlogov na optiko. Na zadnji seji 9. julija sem podala tudi vprašanje, kaj je z pokritostjo signalnih mobilnih operatorjev, ampak odgovora do danes še nisem dobila, tako da bi prosila za ta odgovor. Imam pa še drugo pobudo in sicer opuščeni rudnik Globoko. V Globokem stoji opuščen rudnik in koncesijo do 21. januarja 2022 ima koncesionar IGM Zagorje. Ta koncesionar na tem območju ni naredil nič. Območje rudnika se zarašča in je zelo neopredno. Dajem pobudo, da občina Brežice pristopi k reševanju tega območja oziroma da se pristopi k urejanju tega degradiranega območja po poteku koncesije, ki se izteče v januarju 2022 in da se pri tem potem mogoče tudi ustanovi kakšna delovna skupina za strani občanov, strani občina in pa strani krajevne skupnosti in da se ta primer oziroma da se ta zadeva začne reševati in se ustrezno uredi in da se potem na en način tudi pridobijo mnenja oziroma situacija ali pa ideja, kaj s tem opuščenim rudnikom narediti in za katere namene naj bi se potem tudi to uporabljalo. Najlepša hvala glede rudnika in koncesionarja. Kar se je odgovor glede mobilnega operaterja, koliko ni odgovora bo podan, pravi Jasmin Moran. Glede samega optike ali pa prosto tukaj, tudi občinske službe, da dejansko preverijo, kaj vemo vsi, da v primeru Telekoma potem lahko vsi operaterji
tam gostujejo in ponujejo našim članom, seveda s tem državami Republike Slovenije, bilo katerega operaterja. Kako je glede tega, bom rekel, zasebnega ponudnika, in tukaj bi bilo fajn, da se vključeno tudi samo občine krajevne skupnosti, da so naši krajani in občani vsaj obveščeni, kaj točno imajo in katere možnosti imajo. Tako da tudi bi nam pisni odgovor. Ferda Pinkovič, prosim. Ja, kot sem že prej omenil, se tudi jaz oglašam z optiko. Pred kakim mesecem dni smo imeli predsedniki krajevne skupnosti predstavitev, ki je podana strani podjetja Rune, ki je pristopil zdaj k izvajanju oziroma izgradnje tega omrežja tudi v občini Brežice. In na tej predstavitvi je bilo jasno povedano, da na tistih območjih, ki jih je država opredelila kot bele lise, oni nimajo nikakršnih pristojnosti za izvajanje in izgradnjo tega sistema. Zdaj, ko rekel, v primeru recimo krajevne skupnosti Slovne, to pomeni, da od 6 naselij jih 5 je dejansko opredeljenih v teh belih lisah in nimajo možnosti, da bi se to gradilo. Po drugi strani, te bele lise je država razglasila ravno, bom rekel, iz tega razloga, da bi država pomagala, da bi te najbolj odročni kraje enkrat dobili to optiko in komunikacijo. Zdaj prihaja pa v bistvu do nonsensa, ko se je pojavil pa nek vlagatelj, investitor, da pa on pa ravno na teh področjih pa ne more delati. Ker se mora za to področje prijaviti obstoječi operaterji na razpis ministrstva in lahko dejansko izvajajo samo oni ta posel. Na te razpise pa vemo, da se objavljajo vsako leto in se vsaj do zdaj, se pravi, ne vem, 10 let, koliko je to razglašeno, ni prijavil do zdaj nihče. In dobenega zagotovila ni, da se bo tudi v letošnjem letu ali v naslednjih letih kdo prijavil. To ministrstvo pristojno za območje občine Brežice je ministrstvo za javno pravo, ki ga vodi minister Koritnik, mislim da. Zdaj se nam pojavila, bom rekel, ena strahotna neumnost spet v tej državi, da na tistih območjih, ki so malo bolj gosto naseljena, se dejansko v tem trenutku 2 izvajalca prepirata, kdo bo gradil omrežje, pa oba pa bo ta enako tržna, tako da tega odgovora ni treba iskati. Tako na zasebnem omrežju bojo lahko gostovali vsi operaterji, kot na Telekomovem ali katerem koli drugem omrežju lahko gostujejo vsi operaterji. Seveda za plačilo, tismo, ki je lastnik omrežja. In zdaj se tam, kjer je nek malo večji ekonomski interes, gradijo sporedno 2 omrežja, mogoče se bojo ponekod celo gradili 3 omrežja, tam, ki smo pa reveži, ki pa dejansko rekel, nimamo nobene povezave s svetom, pa še vedno kljub tako rekord zagotovljeni podpore države, bomo ostali brez omrežja. In zato dajem pobudo še enkrat županu, ne vem, vsem našim brežiškim ministrom, poslancem in ne vem, koga še imamo ki, da to neumnost te države enkrat presekajo. Pa da tudi izenačijo, rekel nas državljane, da omel vsi iste pogoje, ne glede na to, kjer je vas in katер živi. Ker to, kar se zdaj dogaja, pa mislim, da pa že res ne bom izrekel besede, zakaj. Hvala lepa. Hvala. Jaz mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je to v strateškem interesu občine, da se zadeve uredijo na čim manj belih pasivih list in da tukaj res pozivam tudi strokovne občinske službe, da stopijo v kontakt in da pomagajo, bom rekel, vsem tem operaterjem in tudi po državnemu Telekomu, kot tudi ponudniku Rune, da do takih belih silih ali bil kakšnih list, da bo čim manj in da bo, bom rekel, da bo občina Brežice v večjem delu pokrita z optiko, to pomeni razvoj na vseh področjih, da tukaj je zdaj jasno, da je zdaj res prosto tukaj, da se znotraj strokovne službe govorimo, kdo bo na nek način vodje tega projekta, pa da potem tudi in svetnikom se dogovori in tudi dejansko aktivira, bom rekel, kar nekaj resursov, da se te zadeve razvijajo. Tako da hvala, tudi Ferda Pinkoviču, prosim, Mišel Jožič za zaščin. Lep pozdrav vsem. Jaz bi se dala pobudo na temo pomoči na domu. Torej, danes smo že slišali, da tudi komunala Brežice
ima ustanovljen ekosocial, ki ne deluje, drugače pa pomoč na domu v naši občini izvaja Center za socialno delo. Danes smo že slišali, da ste Žiličeve in se jih pridružujem temu mnenju, da kolikor imam jaz informacij in naše prostovoljke, ki anketirajo vse starejše na 69 let naši občini, so leti za Centrum za socialno delo zelo nezadovoljni. Tudi jaz si veliko obedam od nove moči, ki smo jo danes potrdili in sicer bi dala tudi zdaj naslednjo pobudo. Torej, občina Brežice za starejše namenja veliko sredstev, o tem sem že govorila. Med drugim tudi za oskrbo na domu, ko sem gledala poročilo o izvrševanju proračuna, sem tam ugotovila, da pomoč na domu je bilo 150 000 evrov, pa je samo 47 000 izkoriščeno, oskrba starejših na domu 30 000 pa nič. Skratka, hočem reči naslednje. Naši ljudje, ki dobivajo pomoč na domu od Centra za socialno delo, ki edini zdaj deluje, to pomoč plačujejo nekaj malega manj kot 7 evrov. V Sloveniji je to plačilo tako, da je najmanjše 3 evre, to je v ljubljanskih občinah, in največje 12. Pri naša občina je lepo nekje na sredini, jaz bi pa dala tudi pobudo, da bi v naslednjih proračunih za ta del namenili več denarja, kajti za primerjavi z Ljubljano imajo naši upokojenci bistveno nižje penzije, tu so bila podjetja, kjer so bila in so nizke plače in so temu seveda primerjene tudi nizke penzije. Tako da to bi bila ena pobuda in druga pa naslednja. Slišali smo torej, da ta ekosocial ne deluje pri komunali. Meni se zdi tudi čudno, da bi komunala Brežice se ukvarjala z pomočjo na domu. Kot berem v časopisu, nazadnje sem brala to za Novo mesto, tako pomoč na domu izvajajo domovi za ostarele, domovi upokojencev. To je moja druga pobuda. Jaz sem govorila z direktorco v Impulzi, gospodarjo Cizem in z predstojnico Brežiškega doma, gospod Vukovo, in pravita, da je to seveda stvar občine, ne njih, ki seveda zdaj to ne bi mogle zaradi te korone uresničiti kmalu, ampak tam je kuhinja, tam je strokovni kader in se mi zdi, da bi od tam ta pomoč na domu šla organizirano in bi prosila občinske organe za to, da v tej smeri kaj naredijo. Hrati pa bi se zahvalila oddelku za družbene dejavnosti, ki je v predzadnji številki obzornika Posavskega tudi z našo majhno pomočjo, torej smo dobili prilogo tretje življenjsko obdobje, ker naši starostniki dobivajo lahko vse podatke, ki jih potrebujejo za pomoč in za ostale stvari v občini Brežice. Mogoče še ena stvar, da ko govorimo o stanovanjih, tudi o teh stanovanjih, ki naj bi jih, to je taka Java Kača, dobili od vojske nekdanje JLA, da bi nekaj teh stanovanj mogoče več bilo varovanih za starejše, da je ogromno stanovanj in hiš imajo vdove v Brežicah, če bi šle v najem, najemnih stanovanj na manjka, ugoden najem varovanih stanovanj, bi se tudi hiše sprostile, verjetno bi marsikatero stanovanjsko vprašanje lažje rešili. Hvala. Prijetni predlogi, to da smo podali na vse pisni odgovor. Pa prosim, gospoda Marjana Židana. Hvala lepo za besedo. Prvo bi dal eno pobudo, da občinska uprava skuša, ker sprejemne skupnosti so že nekaj pisali na direkcijo za vode, da uredi vodo ob cesti Vrha Donja na lokalni cesti Vrha Donja na Koritnu, v Janku, in ta potok fej zajeda že v cestno telo. Vendar na to nismo dobili nikoli odgovora, zato prosim na nek način občinsko upravo, da skuša tu stvar rešiti, če se nekako da, ker v nasprotnem, ko prišlo do večje
škode in bo treba kljub temu procesu sanirati. Pred leti je Damir Klein bil in razmenili tam, takrat je občina dala neka sredstva, da je en bager večkrat to uredil na eno, dveh ali treh mestih, ne vem točno, vendar to se je zdaj spet spremenilo in voda krepko zajela pod asfalt. Tako da prosim, občinsko upravo, mogoče bojo bolj uspešni, ko smo bili po krajevni skupnosti, upozorilo se bilo že večkrat tudi od naših svetnikov v krajevni skupnosti, vendar ni za njego do zdaj nič od tega. To je eno pobuda, in še eno pobuda, v kateri sem že govoril, mogoče dvakrat, trikrat na tem občinskem svetu v teh 4 mandatih, da se postavi na nekatere ceste v krajevni skupnosti prometni znaki za maksimalno ostni pritisk, namreč kaj je. To so en del je teh cest lokalnih, en del je krajevnih ali javnih poti. Iz gozdov vozijo ne tiste ostne pritiske, koliko je tonaža dovoljena sploh na cestah, ampak dostikrat je to nametalno tako, da je najbolj presega 20-30% obremenitve. Posebej pa na teh krajevnih poteh, ki so bile celo nekoč občinske, so prikategorizirane in ko bo treba to obnavljati, ne vem, ali bo občina pristopila do takih deležev, da to obnovimo ali ne. Ostali se pa vozijo prebivalci vsak dan po teh cestah, ki niso najboljši kondiciji. Tako da prosim, da se ti prometni znaki postavijo in seveda apeliram tudi na občinsko upravo, da skuša za policijo to urediti, ko navadno odgovor nimajo tehnice, da lahko to preverjajo ta ostni pritisk, pa tudi, če je treba, da je občina pomaga pri nabavi ali pa vpliva na to, da se taka tehnica nabavi, da se lahko ostni pritisk meri in da se to prepreči uničevanje teh javnih poti in teh cest. Hvala lepa. Smo zunaj živeli, hvala za predloge, to nam pisni odgovor, prosim še gospoda Bogana Porušenja. Hvala za besedo. Jaz zanimljivo pobudo, kar se tiče varovanja meje v naši krajevni skupnosti, pa tudi mislim, v vrsti Dolni. Zadnjih mesec dni je, bom rekel, pogrešamo policaje, ki varujejo našo mejo, vojska se občasno vozi, to je občutno upadlo za razliko od nadzora meje pred 3 meseci. Zakaj? Recimo samem primeru, ki se je zgodil v soboto. Malo nenavaden primer, možakar se sprehaja v meji, gleda ograjo, jaz mislil, da je nadzornik, ki bi bil oblečen tako jakno, plavo, torbi imel, hodil v meji in ob 5 je začel, jaz malo gledam in okrog 7 je šel po cesti nazaj, pokličem na policijo, malo poprašam, če imajo kakšnega nadzornika za pregledati ograje, reče, da če bi tega bil policaj, bomo poslali patruljo in danes dobil klic, da so gospoda prijeli, to je bil Hrvat, ki je na seznamu pogrešen Hrvaško pravosodje gledališče, je zdaj, da je hotel iz Slovenije na Hrvaško. V glavnem možakar se sprehaja 2 ure po našem koncu policije, nikjer, ampak hvala Bogu bo to rešeno. Se pravi pobudo, če bi lahko policija malo večkrat naredila nadzor meje v teh naših koncih. To je ena stvar, druga točka je pa bolj podrazna že. Škoda, tudi Petra ni več, kar se pa tiče komisije za spremljanje romsko problematiko. Bi sam podal par informacij, veseli me, da bo končno došlo do tega sestanka na nivoju občine, ki ga sklicuje občina na pobudo in romske komisije in na pobudo problematike. V preteklosti ste prebrali obširen članek v Posavskem obzorniku, ki se vsi zavedamo tega problema. Na podlagi vseh teh problemov je bil županom dogovor, da se skliče sestanek na nivoju občine. To smo naredili konec avgusta. Čeprav smo krajevne skupnosti, ki so, hvala Bogu, četrtek, petek, sta obe krajevne skupnosti in Cerkve v Krki in Jesenice in Velika Dolna poslali dopis po sklicu tega sestanka na širšem nivoju. Na tem sestanku bi bili prisotni tudi predstavniki policije, centra za socialno delo, upravne enote in obeh šol, ker problemi naraščajo in je končno čas, da se te stvari rešujejo.
rešili, tako da bi veseli, da se nekaj premika na tem področju. Hvala. Okay, hvala lepa tudi za te pobude, tako da tudi to bomo podali v pisni obliki. In s tem zaključujem razpravo oziroma pobude vprašanja in gremo na 17. točko dnevnega reda podrazno. Zdaj sam seveda ponovno upozorim, da imamo svečano sejo 27.10. ob 18. uri, tako da kako bi bili na začetku seje tudi vprašanje, kdo bo od nas odsoten, tako da s te se bomo selili 27. Zdaj pa če še bilo kakšno posebno sejo podrazno, koliko nima, zaključujem s tem dnevnega reda včeraj seje čisto seje izčrpno, zato sejo zaključujem. Hvala se na Thank you.